Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zahrijovo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je ta slišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je bila polna svetega duha, na ves glas je vzkliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Zakaj vzrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil mogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod traje njegovo usmiljenje z njimi, ki mu zvesto služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so v svojem srcu ošabili. Mogočne je vrgal s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, današnji praznik nosi ime Marinov nevzetje. Pravoslavni kristjani pa imajo ime Marino zaspanje. Kadar človek zaspi, takrat ne dela, ne ustvarja, ne oblikuje stvari. In zato so povzeli to ime, ker Marija, ko je zaspala na tem svetu, ni bilo več dela, oblikovanja, odločitev, ampak se je njeno življenje nadaljevalo v večnosti. Zanimivo, da niso kristjani dali naziv Marina smrt, ker smrt ponazarja nekaj, kar se konča, ali bi rekli zaključi, uniči. Človeško življenje se pa ne konča, ampak se spremeni. Zato so pravoslavni kristjani dali ime prazniku Marino zaspanje. Če boste vstopali v pravoslavne cerkve, vsaka cerkev ima napisano ikono Marije Božje Matere. In kadar je ta ikona pred nami, Marija drži pri sebi Jezusa kot otroka. Zato tudi rečemo, da je Bogorodica, rodila je Boga za nas, da bi nam dala Božjega Sina. Redkeje se pa vidi v pravoslavnih cerkvah napisano ikono Marinega zaspanja. Te ikone so pa take, da Jezus Kristus drži v rokah majhno deklico. In to je Božja Mati Marija. In če mi rečemo, katoličani, Marino vnebovzetje, to z ikono poudarijo pravoslavni kristjani, ker Jezus Kristus, pravi Bog, sprejme, vzame, povzdigne Marijo v nebesa. Primerilo se je, da je nek duhovnik
označeval v knjigi, dokoder je prebral mesto branja Spodobica. In ko je listal, pade ena podobica, priteče en fantič, pobere, gleda podobico. To je bila podobica Marije Božje Matere. Vpraša tega duhovnika, kdo pa je to? Duhovnik je hotel narediti pomal pomemben vtis, učen, pa je rekel, to je moja mama. Gleda fantič podobico, gleda njega, pogleda podobico, pa pravi, niste ji podobni. Stala je zadrega, duhovnika je malo stisnilo, potem pa reče, veš, pa se leta in leta trudim, da bi bil podoben. Pa še se bo treba. Ta fantek verjetno ni vedel, na kaj je pomislil ta duhovnik. Tega duhovnika je ta beseda resno opomnila, zadela, ali sem podoben Mariji. Ali lahko rečem, da je Marija moja nebeška mati? V čem lahko delam stvari, korake, da bi bil Mariji podoben? Ena stvar, ki jo lahko tako izluščimo iz Evangelija je, ko na začetku je zapisano, Marija je hitro vstala in šla v gore v mesto na Judovem. Tukaj je zapisana Marijina naglica, hitrost. V našem utripu življenja je naglice veliko. Zmanjka nam časa v dnevu, kaj vse je treba narediti, obveznosti. Ne vem, če je kdaj človek tako hitel, kakor mi danes. Kljub vsem pripomočkom in stvarim, ki jih imamo. Marija je imela naglico, ampak kdaj je imela Marija naglico? Hitrost. Takrat, ko je šlo za Božje stvari. Takrat, ko gre za Božje stvari, je človek poklican, da je hiter, da ima naglico in ne odlaša. Kaj pa so Božje stvari? Prepoznavam Božjo stvar, molitev. Lahko se zgodi, da človek reče, a sem preveč utrujen. Ko je mlad človek, je vse drugo v ospredju. Potem, ko pridajo aktivna leta, je toliko dela. Na starost pa težave. In tako se lahko molitev, ki je Božja zadeva, kar odlaša. In ni te naglice. Tudi življenje v zakramentih so Božje stvari. In človek je lahko tukaj poklican, bomo rekli, k naglici, da zakramente živi, sprejema, da jih ima. Marija je prepoznala Božje stvari v tem, ko je svedela za svojo sorodnico, da potrebuje pomoč in je hitro vstala in šla. Pomoč bližnemu. Ko človek sam prepozna, to je pa prav, da naredim. S tem bom nekomu olajšal življenje, mu nekaj lepega prinesel, pomagal. Lažje bo šlo drugemu človeku. To so Božje stvari. In tukaj je Marija nagla, hitra, brez odlašanja. In če gre v naše življenje molitev, če gre življenje po zakramentih, če gre srčnost, pomoč. Prav na vas gasilce sem danes mislil, ko sem videl manjši požar, kako hitro prepoznate, da je potrebno pomagati, da je nekdo v stiski, da je treba nekaj rešiti. In to je Božje delo. In sem vesel vas, ki ste prišli s prapori.
Na nek način bi lahko rekli, to je društvo, v katerem ustvarjate, delate in prinašate nekaj dobrega, lepega in se trudite za te lepe, plemenite stvari. In to je tisto, kar naše življenje bogati in povezuje z Bogom in z Božjo Materjo Marijo. Naj bo današnji praznik, Marino nebovzetje, tako srčno povabilo, da bi skozi leto se trudili, da bi bili Mariji čim bolj podobni. Da bi lahko rekli, Marija je naša nebeška mati. In da bi tako, kot tudi pravoslavni kristijani podobljajo Kristusa, ki Marijo sprejema k sebi v nebesa, nekoč Marija nas sprejela in rekla svojemu sinu, sprejmi ga, sprejmi jo sem v to polnost življenja, zato ker je človek za to poklican. In če se vsak dan Mariji priporočamo, lahko na tihem tudi upamo, da bo ob koncu našega ustvarjanja na tem svetu, ko bo naše dokončno zastanje, Marija rekla, pridi. In nas bo povabila v polnost življenja. Sedaj pa tudi skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavamo in krst odpuščanja grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja